Bomo mi kar začeli, včeraj je bil Simon že tukaj, pa nažalost se je izgubil in zvok in video, ne vem kaj sem narobe pritisnil, ampak skratka, ko sva zaključila danes zjutraj, ko sem jaz hotel pogledati, ni bilo nič, tako da Simon je bil tak kralj, da je danes prišel še enkrat nazaj, tako da bova imela še enkrat podobno debato, ne bo čisto ista, ker imam zdaj jaz ene par vprašanj, ki bo mogoče za vas tudi bolj zanimiv. Tako da najprej bo šla malo čez Simonovo zgodbo, pol v bistvu kaj dela, pa še vmes po vsej verjetnosti bo kakšna priporočila, kar se tiče kakšne opreme, koles, za začetnike, kako je pa pol pri tekmovalcih. Tako da, evo, Simon, hvala, ker si se še enkrat oglasil. Kako si preživel še en deževen dan? Bolj aktivno kot včeraj. Hvala za povabilo še enkrat. Ni panike prideti. Včeraj sem imela v bistvu že full fajn debato, pa bova danes, evo, greva čez ista vprašanja, ta zelo simpel, zato da jih bojo še ostali slišali. Se pravi, A, B vprašanja. Kaj spiješ, ko se usedeš po kolesu, na pijačo, pivo ali Coca-Cola? Nič od tega. Ne, vse veš, jaz sem najraje na vodi, ne. To so šla že včeraj čez. Sva rekla, da si eden izmed kolesarjev, ki ne pije piva pa ne kave. Tako da, ja, to je. Kako se pravi, izjema, ki potrjuje pravilo, ne? Recimo. Evo. Od disciplin, ki so umrle, katero bi obudil in zakaj? Eliminator, dual slalom, 4x100 gorivo, discipline, ki so bile mogoče pod UCI ukriljem, ne? Danes bi rekel dual slalom. Ok. Zato, ker ga je lažje organizirati. Ok. Polno zmeteno kolo ali hardtail? Polno. Shimano ali SRAM? SRAM. Mehanska oprema ali električna? Električna. Tubeless ali tubes? Tubeless. Morski ali gorski zrak? Gorski zrak. Energy gel ali energy bar? Odvisno od situacije, ampak gel, po mojem. Ok, se pravi, začel si z atletiko, potem pa, ali pa bom tako rekel, se pravi, atletika je bil tvoj začetek, se pravi, skok v daljino, kako si pol prišel to, kako si pa prišel v kolesarstvo? V bistvu pri atletiko sem vse tak že tako z parimi drugimi športi ukvarjal, tako kot otroka. Atletika je bila prva tako resen šport, ko sem pač treniral. In pol po enih 7 letih se je pač zgodila ta poškodba hrbta, ki me je nekako prepričala to, da bi se splačal malo več s kolesom voziti. Sem pa že prej bil v kolesarstvu tako kot hobi. Trenerji so imeli najraje, če sem šel na kolo, namesto na trening, sarkazem, ampak tako pač MTB je bil zmer ena taka skrita želja, ampak dolg neuresničena, nekako me doma niso pri tem najbolj podpirali. So rekli, da če sem se odločil za atletiko, pač bom ob atletiki pač takrat ostati pa spela ta zdaj svoj projekt, ne. Kar je po eni strani dobro, ker če tako zdaj za nazaj gledam, mi je to zihar dal eno tako motivacijo, ne, ker sem se res mogel boriti za to, da sem šel jaz lahko na kolo. Pa tudi pol, da sem šel dejansko v trenerski poklic z neko ogromno željo, tako. Meni je zmer nek plamen tlev v meni, za kolo, skozi kolo. Mogoče je to res prispevalo k temu, da sem zdaj toliko srcem v tem. Ok. Ti že v bistvu si zelo, saj meni deluješ, skozi nasmejan, skozi neke pozitivna energija. Kako pa to bolj preneseš, ker moraš biti v bistvu trener, a si isto tako, je skozi nek good vibe, ali je, kako rataš, ne vem, kako začutijo, da si tudi strok lahko, ker pač kot trener po eni strani moraš imeti, mislim, moraš daj udariti malo pomis. Ja, mislim, nasmejan, jaz sem
Urška, ne, partnerka moja bi rekla, da sem težek kot cent, ne. Pa doma tudi, ne. Drugače sem kot trener, meni se zdi dokaj pozitivno naravnan, ne. Hkrati pa ne moreš biti pa skos, a ne. Pač moraš vedeti, kje je meja, in tudi na treningih, ki je heca, ne. Ampak takrat, ko pa ni heca, pa pač je resno delo in moraš to znati prešaltati, ne. Zdaj, to je pol včasih malo težko predvsem za športnike, ne. Eni kar mislijo, ja, da so pa kar prijatelji, pa mislim, skozi smo zafrkavali, ja, pač ne, ti si zato kle, da boš delal, ne. Zdaj, oni, ki delajo dlje cajta z mano, pač vejo to, ne. Mogoče tudi kakšni, ki so tako čisto na začetku sodelovanja, imajo toliko večji respekt, pa pač so bolj spoštljivi, pa tako, ne. Kakšen pa tako hitro lahko malo zaplava in ga moraš vsak toliko cajta spomniti, le pač, jaz sem kle šef, a ne, ne to, da se ti priješ kle malo hecati. To je mogoče ena negativna stran tega, da ne gleda zmeri vse tako strogo resno, ne, sploh pri mladih, ker konec koncev tudi jaz nisem nek star zagulen trener, ki bi jih mlatil tam, ki nekaj ne naredijo prav, ne, ampak jih probam na nek tak pozitiven način peljati čez nek proces, ne, to se mi zdi kar pomembno. Kako si pa, se pravi, povedal si malo, kako si prišel v kolesarstvo, koliko si pa kaj tekmoval, pa kdaj si se že odločil za to, da boš trener? Ker še zmeraj ti si zelo mlad. Ja, sem 28 bom. Okay. Se pravi, ko sem prešaltil iz atletike v MTB, je takrat lih eliminator bil ful popularen. In meni kot zelo eksplozivnega pa atletsko treniranega se mi je zdela to neka idealna kombinacija, da bi se dali izkoristiti. In sem pa začel eliminator dirkati, pol eliminator pač padel v vodo, ker je Uci potopil svetovni pokal, ne. In s časoma sem mogel nekako, hodil sem ostati v tekmovalnem kolesarstvu, ne, sem tako, okej, kaj ne zdaj, ne, sem mogel pa ful jasno vzdržljivosti delati, če jaz hočem kakšen cross dirkati, ne, in jaz takrat nisem imel do vzdržljivosti, ne. Tako v primerjavi zdaj, niti za burek, ne. Tako. In pa sem mogel pač malo več trenirati, sem odpeljal par crossov, sem videl, da je pač pri teh letih, to takrat sem bil star, se pravi, kot tretletnik, ne, gimnazije, in vidiš, da ne moreš kar priključiti, ne, s toliko malo treninga, kolikor sem ga imel, ne. In sem rekel pa, da vse me pa zanima res to trenerstvo, in takrat sem se odločil, da bi šel v trenersko smer, ne toliko tekmovalno, pač zase. Čeprav, ja, vse po moje sem se prav odločil, ker če tako pomisliš, realno takih nekih fizioloških prednosti nimam, da bi jaz lahko dirkal na nekem nivoju. Tako da, ampak to ne pomeni, da ne moreš biti trener, ne. Pa bolje pa znanje, ne, pomembno. Tako da, ja, jaz mislim, da sem se prav odločil. Okay. Pa treniral si v bistvu pri Calcitu za kolesarsko zvezo, da si pri Rajdu, imaš tudi še svoje kolesarje. Kako je, ker večinoma delaš z mladimi, ne? Ja, veliko. Kako je pa, ko bi rekel, kako moraš pa psihologa še igrati poleg tega, da si trener? Preveč. Veliko. Mogoče sploh, jaz predvsem delam s puncami, ne. Okay. In punce rabe še včasih še malo več tega ujčkanja, da mu reči, da ne, mislim, to se mogoče grdo sliši, ampak bolj so občutljive, ne, in včasih rabe kakšno besedo več, fantje, kakšno spodbudo več, mogoče kakšno razlago več. Takrat si tudi psiholog zraven, ne. Hkrati pa fantje so tako, radi se delajo ful močne, ne, pa veš, da mogoče niso, pa jih moraš tudi malo v to smer, ne, ker iz prve ne pokažejo.
Ja. Pa prideš na tekmo, pa pač vidiš, da ni toliko nahajpan, kot se je delo nahajpan naprej. Ampak ja, je tega veliko. Sam je dobro pri kolesarstvu, sploh pa XC-u, kad trema mine, kad štartaš. Ne? Ja, Trema je ono, čisto na začetku, bo pa še vedno tekma tako dolga, da tudi če si imel tremo na začetku, to mislim, da kar hiter. Sploh na začetku, ko se v cross countryju se štarta na full gas in po 500 metrih po moje sam še zrak loviš, ker pa boš v tremi razmišljal. Nimaš cajta v tremi razmišljati, ne. Je pa, se pa vidi, kdo je živčen na tekmah, ne. Zato, ker ki so živčni, delajo ful več napak tehničnih in to se kar nabere na koncu. Okay. Tako da se vsem pozna, veš, mogoče ta